In mi stalno v življenju prihajamo v stik z različnimi ljudmi, situacijami, različno okolje. Tudi vemo, da je vse bolj okolje toksično, ohrani. Včasih res 50-100 let nazaj je bila še hrana pa stvari, ki smo jih uporabljali, veliko bolj naravne. Danes je, kljub temu, da imamo izobilje vsega, je ogromno stvari umetnih, ogromno je stvari, ki nas nekako odrežejo od narave in od nas samih. Se pravi, če smo mi v stiku s vsem tem zunaj, je naše telo, se mora kar na nek način matrati oziroma truditi, da ohranja neko ravnovesje. Po drugi strani pa tudi vsa naša čustva, kitajska medicina pravi, da na naše zdravje in ravnovesje vplivajo zunanji in notranji dejavniki. Zunanji dejavniki so na primer recimo mraz, veter, vlaga, sonce, vročina, potem poškodbe, virusi. Notranji dejavniki so pa naša čustva. Se pravi, mi vemo, da tudi naše notranje življenje, se pravi čustveno življenje se stalno se spreminja. Zdaj, ljudje, ki ozaveščeno skušajo živeti, ki so več mogoče imajo več stika s sabo, pol bolj znajo to previhariti, ne biti toliko, da se zalepijo, joj, jaz sem ta jeza, ta strah, da pač čustvo je sama energija, ki pride pa gre. Ampak skratka, mi smo skozi v enih interakcijah, zunanjih in notranjih. In zato je to, da si zdrav in biti v ravnovesju, je pravzaprav, jaz rečem, kar umetnost.